Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimbršek. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Spoštovani gledalci pred televizijskimi zasloni, poslušalci Radia Ognjišče in Radia Ars, domači verniki v Sevniški cerkvi svetega Nikolaja, lepo pozdravljeni.
Še posebej prisrčen pozdrav pa voditelju današnjega bogoslužja, višjemu vrhovniku predstojniku slovenskih salezijancev Petru Končanu in salezijanskima bogoslovcema Oskarju in Jozuetu, misionarjema iz Konga. Danes je največji Marijin praznik, zato so naše misli pri ženi, ki se je v svoji hvalnici Bogu tako zahvaljevala. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. To se je zgodilo ob njenem obisku pri teti Elizabeti, ki je bila noseča z Janezom Krstnikom. Kot da bi Marija že takrat doživljala polnost svojega življenja in slavo pri Bogu. Minilo bo še precej let, preden bo vzeta k Bogu s telesom in dušo kot prva med poveličanimi. Vsebina današnjega praznika je: Marija je bila že pred svojim rojstvom rešena izvirnega greha in zato ni bila deležna smrti. Samo zaspala je in bila tako vzeta v nebo, kjer skupaj s svojim sinom Jezusom kraljuje in nam deli številne milosti. Zaupajmo Mariji, saj se še ni zgodilo, da bi ona koga razočarala, ki se je k njej zatekel v molitvi in prošnji. Sedaj pa pred Bogom priznajmo svoje grehe in slabosti ter prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Bogu na višavah.
Molimo. Vsemogočni večni Bog, brezmadežno devico Marijo, mater svojega Sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo je iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu, žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. Božja beseda. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku stajanje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri bodo Kristusovi in ob njegovem prihodu, na to bo konec, ko bo kraljevanje zročil Bogu in Očetu, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pod svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, kajti vse je podvrgel njegovim nogam.
To je Božja beseda. Gospod s vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, blagorovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Tako je, najprej en lep pozdrav vam, dragi župljani Sevnice, ki ste se zbrali danes tukaj v cerkvi, in tudi vam, dragi poslušalci in gledalci preko televizijskih in radijskih sprejemnikov. Vsem naj na začetku voščim in želim res en tak lep Marijin praznik, praznik Marijinega vnebovzetja. Kot smo slišali, gre za največji Marijin praznik, ko praznujemo, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. In ta dan, ta praznik ima v srcih Slovencev posebno mesto. Zelo veliko ljudi je, ki se danes odloči in poroma v eno od Marijinih cerkva, ki so po celi Sloveniji. Pobrskal sem malo podatke in sem videl, da je v Sloveniji posvečenih Mariji več kot 300 cerkva. In od tega več kot 100 Mariji vnebovzeti.
Že samo to dejstvo in da so to cerkve danes polne, govori o tem, da smo Slovenci na nek način Marijin narod. Ampak podobno je tudi drugje po svetu. Velika romarska Marijina svetišča, kot je Fatima, kot je Lourdes, Medžugorje, Guadalupe, ne vem kaj še vse, so najbolj obiskani kraji na svetu. In zakaj tako? Kaj nas vleče, da vedno znova poromamo k Mariji? Mislim, da vsi lahko rečemo, da ko pridemo k Mariji, se na nek način počutimo doma. Občutimo ob njej nek globok mir. Mariji lahko zaupamo naše boje, naše veselje, naše stiske, naše vprašanja, naše vsakodnevne probleme, ljudi, ki jih imamo radi. In če smo pred njo res iskreni, če res odpremo svoje srce, potem smo lahko prepričani, da Marija to ponese pred Boga in nas Bog ne pusti praznih. Odidemo domov drugačni, kakor smo prišli. Pa bi mogoče kakšen kamal dvomi rekel, pa to je en placebo efekt, to je pač nekaj verjamem in se potem zaradi tega malo boljše počutim. In tukaj moramo razumeti in vedeti, da tukaj ne gre za samo neko tako sentimentalno, čustveno dejanje, ko pridemo k Mariji, ampak da gre tukaj za nekaj zelo resničnega, kar se dogaja. Ne vem, če ste bili pozorni, prvo berilo, če ste ga dobro poslušali, govori o en takem kar apokaliptičnem boju. Imamo ženo, ki rojeva in potem se pred njo postavi zmaj, ki čaka, da bo to dete, ko se porodi, požrl. V taki, bi rekli, mal apokaliptični govorici, ta odlomek govori o boju med dobrim in zlim. In ta boj med dobrim in zlim je še kako realen, ni samo neka filmska zgodba. Od kje izvira sploh ta boj med dobrim in slabim? Če gremo nazaj v prvo poglavje Svetega pisma, potem vidimo, da je prvi človek bil postavljen v raj. Imel je vse, karkoli se je zaželel. Ob sebi tudi lepo ženo in žena dobrega moža. Ampak ni bilo dovolj. Pride kača, ki reče, veš, mogoče pa Bog nekaj prikriva pred vama. Če bosta vidva pojedla od tega sadeža, bosta postala kakor Bog, bosta več, bo se vam odprlo cel kup stvari, ki jih pred vama Bog prikriva. Torej, vsajeno je v človekovo srce nekaj, kar tam nima mesta. Dvom v to, da Bog za nas res želi nekaj dobrega. In če mi malo ne ubogamo Boga, da bomo lepše in boljše živeli. Ampak vemo v Svetem pismu, kakšna je posledica. Najprej se zavesta svoje lastne majhnosti, se začneta skrivati pred Bogom in drug pred drugim in na koncu izguba raja. In zopet to ni samo zgodba, to je zgodba človeštva. To je resnična zgodba. Kje vse se danes odvija ta boj? Te posledice danes občutimo kjerkoli, če pogledamo po svetu. Vidimo, koliko vojn, sovraštva, neenakosti, krivic, izkoriščanja in vsega, kar je možno. In tudi današnji človek, tudi ne v smislu neke mentalitete, načina razmišljanja ali pa zakonov, ki jih sprejemamo, postavlja Božji red na glavo. Tako na področju življenja, od spočetja do naravne smrti, kot do področja naravne, take zdrave človeške antropologije. Danes se sploh zmešnjava, kdo sploh človek je, koliko spolov imamo in tako naprej. Živimo v obdobju nekega čudnega relativizma, ko se ne ve več, kaj je prav in kaj ni. In ta boj med dobrim in zlim se ne dogaja samo zunaj nas, ampak se dogaja tudi znotraj nas. Kolikokrat nas je strah za naše bližnje, kakšne odnose živimo včasih in so res ranjeni, pa pride bolezen, pride smrt, smo osamljeni, ali pa čisto v nekih takih osebnih slabostih ne zmoremo živeti tega, kar bi v resnici želeli in kar vemo, da je za nas prav.
So čist konkretni boji, ki jih imamo, kako preživeti, kje najti stanovanje, vedmo, kako je danes za mlade družine in tako naprej. In kakšno vlogo ima tukaj Marija? Ona je bila prva, ki je zopet popolnoma verjela Bogu in njegovemu načrtu. In se je temu načrtu popolnoma prepustila. In ker je to zmogla, je postala polna milosti. Pomeni, njeno življenje je bilo tako polno, da je kar prekipevalo od milosti in ta milost se razliva tudi na vse nas, ki potrebujemo neke vsakodnevne spodbude in pomoči. Enih par Marijinih drž bi vas spodbudil, da jih mogoče posnemamo vsi. Prva je ravno ta, kar sem omenil, zaupanje Bogu. Da verjamemo, da ima Bog za mene in za svet načrt, ki je najboljši. In če ga odkrijem in se temu načrtu prepustim, da bo moje življenje boljše, bolj polno in da bo bolj rodovitno. Seveda to ne pomeni, da zdaj jaz obstanem križem rok in ne naredim ničesar. Moram sodelovati vsak dan s svojimi odločitvami, ampak da razumem, kakšen je Božji načrt za mene, za ta svet in ga poskušam živeti. To je prva stvar, ki nas Marija danes spodbuja. Druga s tem zelo tesno povezana drža je drža notranjega miru in premišljevanja. Če kaj danes svet potrebuje notranjega miru. Kako smo ljudje vznemirjeni, kako smo hitrih reakcij. Če pogledamo samo, kaj se vse na spletu dogaja. Ja, še objavi nekdo, ne, pa je že se vsuje cel kup komentarjev in vsi so zelo pametni, kot da bi poznali točno, zakaj gre in obsojamo in dajemo nalepke in tako naprej. Še počakamo in ne preberemo ne do konca in imamo že vse mnenje in ga takoj želimo povedati in dati naprej. Pa ni tako samo na spletu, ampak je tudi v osebnem življenju. Kaj nas Marija uči? V Svetem pismu beremo, da je Marija vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu in premišljevala. In ko je premislila, ko je ohranila, ko je opazovala, šele potem je tudi reagirala in naredila stvari. Kako bi bilo naše življenje drugačno, če bi se znali malo ustaviti, malo premisliti v svojem srcu in šele potem reagirati. Ena tretja taka drža odprtosti do drugega. Čudovit evangeljski odlomek. Marija sama noseča, ko zve, da je njena teta Elizabeta noseča, ne pomisli najprej nase, na svoje stiske, ampak gre k tej teti zato, da bi pomagala v teh zadnjih mesecih nosečnosti. Marija nas uči, da če se navrtimo vedno okrog sebe in svojih problemov, če ne mislimo, da smo najbolj večji reveži na svetu, če odpremo svoje oči za stiske naših bližnjih, čisto tistih konkretnih, ki jih imamo vsak dan ob sebi, potem naredimo ogromno dobrega in tudi naše življenje postane drugačno. In še zadnja drža, ki je zelo močna v današnjem prazniku, je ta drža, bi rekli tako, pogleda v večnost. Ja, mi nekaj časa preživimo tukaj na zemlji, kakor nam je dano. Ampak to ni naš zadnji cilj. Naš zadnji cilj so nebesa. In vidimo, če bomo živeli v skladu s tem, kar Bog od nas želi, če se bomo trudili vsak dan posebej, potem vidimo danes, kakšna nagrada nam je pripravljena. Večna sreča pri Bogu, pri Mariji, pri svetnikih in pri naših bližnjih, pri naših dragih. To je največja nagrada, ki jo lahko dobimo. In če tako gledamo naše življenje, potem vsakodnevni problemi, stiske in težave dobijo tudi drugačen pomen. Na koncu bi vas povabil, da mogoče danes naredite dve stvari, dve nalogi. Bomo videli, kako boste zmogli. Prva je ta, da vas povabim, da v tem trenutku skozi to mašo ali pa skozi ta današnji dan malo pomislite, kako v resnici ste. Kje ste v tem trenutku svojega življenja? Kaj se z vami dogaja? Katere boje imate? Kaj veselega, lepega se vam dogaja v življenju? Za katere ljudi vas skrbi? Katere preizkušnje so? In dajte to z iskrenim srcem položiti pred Marijo. Boste videli, da ne bo ostalo neslišano. Današnji dan posebej Marija sliši. In druga stvar, ki jo vabim, da je danes mogoče naredimo, je ta, da tudi po Marijinem zgledu zapojemo eno hvalnico. Ne vem, kakšni pevci ste, pa ni gre to za pet toliko hvalnico. Ne? Gre predvsem za to, da svoje življenje pogledamo tudi z vidika hvaležnosti, z vidika obdarovanosti,
Koliko enih lepih stvari se nam v življenju zgodi, ki jih niti ne opazimo, ki jih niti ne znamo videti. Če bi znali opaziti, kje vse smo blagoslovljeni, kaj vse nam je dano, potem bo naše srce zaigralo v hvaležnosti. In Marijino srce, ko je videla, kaj je Bog naredil v njej, kaj je naredil izraelskemu ljudstvu, ni moglo biti drugače, kot da se je odprlo in zapelo to čudovito hvalnico. Poskušamo danes pred Marijo s preprostimi svojimi besedami zapeti eno hvalnico. Kje sem blagoslovljen v življenju? In to dati z besedami Mariji v zahvalo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nas navdaja z iskrenim veseljem, saj je ponižna Gospodova dekla poveličena z dušo in telesom nad angelske zbore, kjer kot dobra mati vedno skrbi za nas svoje otroke. Zato z zaupanjem prosimo potrebnih milosti. Verujemo in pričujemo, da je Marija s telesom in dušo v nebesih. Naj tudi sami živimo po Božjih zapovedih, da bomo nekoč deležni Marijine družbe. Prosimo te, usliši nas. Marijina nemedljiva nebeška sreča je za nas znamenje velikega upanja. Naj z vsakdanjo molitvijo in dobri deli krepimo svojo vero v večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Poveličanje nebeške matere se veselijo angeli. Naj skupaj z njimi tudi mi častimo Marijo in se k njej radi zatekajmo v svojih prošnjah in zahvalah. Prosimo te, usliši nas. Marija je bila zmagoslavno vzeta v nebo. Naj naši rajni starši, sorodniki in dobrotniki sedaj skupaj s svojo nebeško materjo uživajo večno veselje pri Bogu. Prosimo te, usliši nas. Marija je sedaj kraljica nebes in zemlje. Naj slovenski narod ne pozabi, da je Marijin narod, ki se rad zbira v njenih romarskih cerkvah. Prosimo te, usliši nas. Sveti Bog, Jezusovo in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.
Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi našo dano daritev. Marija v nebesa vzeta naj prosi za nas, da bomo vedno ostali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res pravično je in vreden si vsemogočni večni Bog, da se Ti vedno v vsem in za vse zahvaljujemo ter oznanjamo Tvoja velika dela. Danes slavimo vnebovzetje Marije, Deviške Božje Matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosilo začetnika življenja in svetu rodila Tvojega očlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se našega brata duhovnika Vinka, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se z vero srečamo v Bogu, ki je Marijo po njenem zemeljskem življenju poveličal pri sebi. V njej prepoznavamo znamenje upanja tudi za nas. Naše življenje ima cilj pri Bogu in naša zemeljska pot ni brez smisla. Marija nas uči zaupanja, ponižnosti in vztrajnosti. Ko je izrekla svoj zgodi se, je svoje življenje izročila Božjemu načrtu. Tudi mi želimo danes svoje življenje, svoje skrbi, prošnje in hvaležnost položiti v Božje roke. Zato z Marijo in po njenem zgledu z zaupanjem zmolimo Oče naš, kakor nas je naučil Jezus. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi z vami vsemi. V litanijah imamo vzklik kraljica miru. Kakšna kraljica, kakšnega miru? Ne tistega miru brez vojne, ampak predvsem notranjega miru, ko smo v skladu s samim seboj, ko izpolnjujemo Božji načrt, ko ima naše življenje pravi smisel. K temu nas tudi Marija vabi s svojim zgledom,
zato si podarimo ta mir, ki ga prejemamo od Boga, in si podajmo roke. Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Dobri Bog, prijeli smo zveličavni sakrament. Z Marijo v nebesa vzeto, naj bomo deležni slave vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Ko danes na ta čudovit Marijin praznik se res v svojem srcu in z besedo na ustnicah izročimo nebeški Materi Mariji. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoje srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi Evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Bližamo se zaključku svete maše. Milosti in blagoslovi, ki so povezani s to daritvijo, pa naj nas spremljajo še naprej in nas varuje na poti proti srečni večnosti. Tam nas Marija čaka in prosi svojega Sina, da bi vsi varno prispeli na cilj. Ko smo v stiski, se z veseljem zatekajmo k njej po pomoč in bodimo prepričani, da nam bo kot skrbna mati z veseljem pomagala. Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino vnebovzetje, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radia Ognišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimperšek. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela Televizija Slovenija. Želimo vam miren praznični dan.